Gledali smo film Ana, želim se dotakniti zvezd, zdaj pa gledate Počitniški krompir. Z nami je še vedno potapljačica na vdih Mojca, pridružila pa sta se ji še Evelin in Blaž iz Plesnega mesta. Živjo! 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 Ampak, še pred mi dobro poklepetamo. Nik, preveri, kako je bil gledalcem všeč film. Jaz sem odklikal na Instagram profil Malih sivih celic in videl, da je film ocenjen, poglejte, z najboljšim možnim odgovorom. Torej, vsi pravite, da je bil film zelo všeč. In mislim, da se temu mnenju pridržujemo tudi v studiu. Zanimiv je bil. Zaradi tega razloga pa smo povabili tudi Evelin in Blaža, da nam kaj več povesta o zaupanju oziroma o prvinah sorodnih akrobatskim podvigom. Ampak jaz imam še prej eno vprašanje. Evelin in Blaž plešete akrobatski rock'n'roll in zdaj jaz si predstavljam, da je to videti tako, da ti, Evelin, veliko mečeš v zrak, Evelin se mora dobro odgnati in podobno vse v ritmu. Ja, kako pa bi to malo bolj strokovno povedala, kaj se dogaja? Ja, mislim, rekel bi, da je v bistvu ples z akrobacijami, ne vem, kako bi drugače povedano. Je pa kar veliko gimnastičnih prvin. Tako bi rekla, ja. Torej, akrobacija, ples, rock'n'roll, gimnastika. Ja, tako. In zaupanje. In zaupanje pa je verjetno temelj. To pa je temelj, ja. Vedno. In kako ga zgradita? Na različne načine. Že od malih nog, če začneš plesati, pa skupaj si z soplesalcem vsak dan, pa se to zaupanje vedno bolj gradi in potem tudi, ko pride do akrobacije, vedno lažje, če je zaupanje med soplesalcem pa soplesalko. A lahko to vidimo v praksi? Mislim, tako, zdaj tukaj. Glede na to, da sta pripravljena in ogreta, tako je. Nama lahko zaplešete en mali košček tega akrobatskega rock'n'rolla. Ja, lahko. Ja. Super, ko mi čakamo. Mi pa bomo vaj nastop ocenili z emotikoni, brez pritiska, naj vaju ne skrbi. Tule imamo izbrane, ampak bomo počakali do konca. Jaz še imam svoj emotikon. Brez besed. Moje. Sploh ne vem, katerega ne izberem, ampak če ga že moram izbrati. A ti pomagam? Ne, jaz bom izbral pa tega. Poglej, to je prav navdušenje groze. Vrhunsko. Odlična sta bila. Vam je še ostalo kaj sape? Malo pa. Malo pa. Nam sta vzela dih, zagotovo. Tako, mogoče samo Mojci, ne? Ker zdrži zelo dolgo brez sape. Videli smo, zaupanje mora biti, zaupanje je vzpostavljeno. Kaj pa, če se kdaj poruši? Ja, mislim, to je del treninga, no. Tako da... Velikrat se zgodijo kakšni padci, kakšna nesporazumja, ampak na koncu še vedno se pogovorimo, še malo odplešemo, pa je vse v redu. Mojca, kako se ti soočaš z neuspehi ali pa zdrsi na športni poti ali pa med potapljanjem? Mislim, to je del treninga, sprejmeš, pa greš naprej. Imaš kakšne posebne taktike, si kaj rada rečeš ali se enostavno sprijazni s tem? Ja, naslednjič bo boljš, to je del treninga, dajem naprej, ne vem. Ampak, jaz sem slišala, da obstaja tudi en poseben protokol ali pa pravilo, če gre slučajno v zraku kaj narobe in bi lahko bil padec hud. Ja, plesalce vedno vrže pod plesalko. Tako. To je vedno tako neko pravilo, ko v bistvu je vedno soplesalc stiskal res soplesalko. Čakaj, samo malo. Kaj to pomeni, da se vržeš pod plesalko? Ja, karkoli gre narobe, če gre ful ekstremno narobe, če gre, ne vem, v stran ali pa karkoli, vedno nekako... Postane človeška blazina, ali kako? Tako je. Če ne drugega, to je. A se ti ta refleks kdaj sproži, če vidiš recimo kakšno gospodično v mestu, ki bo stopila na lužo? Ja. A se je vama to že kdaj zgodilo, da si moral reševati situacijo ekstremno? Ja, v bistvu se je, tudi enkrat na tekmi. Pa sem na koncu je šel na tla, ona je pa na nogah ostala, tako da... Da v bistvu tudi, če bi bila ful ekstremna situacija, pa na koncu ni, ker v bistvu pač soplesalc reši to. Sej zdaj, moraš toliko obvladati, tako je natreniran, da nikoli ni toliko ekstremno
hudo, nikoli se to ne zgodi. Mojca, ampak ko si ti šla na oba Triglava oziroma do enega se potopila, a ste imeli slučajno kakšen protokol, če bi šle stvari kaj narobe? Ker to je napor za telo. Nismo imeli nobenega protokola, ker pač smo verjeli, da nam bo uspelo. Res pa, ne vem, bi lahko imela probleme z izenačevanjem, ker to pač se zgodi. Oziroma pač poškodba kakšna, drugače pa nismo imeli kakšnega. Mislim, za varnost je verjetno bilo poskrbljeno. Ja, definitivno. Kako to zgleda? Ja, imela sem ob sebi trenerja / prijatelja, Tadej Černoš in Tjaša Očakar, ki sta mi pač, ona dva vedno z mano trenirata in jima res zaupam, tako da pač, če sta ona z mano, pa sem varna. Če že govorimo o zaupanju... Kar povej, Nik, jaz ti zaupam, da boš prav povedal. Mislim, da bi nama z Nežo koristila kakšna vaja zaupanja. Mi dva sva zdaj svež voditeljski par ta teden in zdaj se obračava na vaju Evelin in Blaž. A nama lahko pokažete kakšno vajo, da morda poglobiva zaupanje med nama? Lahko. Lahko. Ja! Predvidevam, da moramo na noge. Dobro si predvideval. Vsi stojimo, a nama boste kar pokazala, ali boste še kaj povedala, pa vama jaz držim, pa bom pa skušala ponoviti. Okay. V bistvu to je neka taka preprosta zadeva. Ona gre nazaj, brez da bi videla za sabo, jaz jo pa ujamem. Ok, zdaj si bova midva to pogledala in skušala ponoviti. Jaz se bom ogrel, ker zame je še vedno jutro. Ja. Ok. Nik, si pripravljen? Čakaj, jaz, da grem... Ja, a mi zaupaš ali mi ne? A misliš, da se ti bom maščeval? Sem mislil, da boš ti padala in da te bom jaz ulovil. Mislim, kakor želiš, lahko tudi tako. Greva kamen, škarje, papir. Kamen, škarje, papir. Ja, kdo je zdaj zmagal? Ti si izbereš. Ja, no pa bom pa jaz padala. Dobro. In če me ujameš, boš še ti. Prav? Prav. 3, 4, zdaj. Yes! Uspelo. Ni bilo tako težko. A si drzneš? Da vidimo, kaj se zgodi, če se tole obrne. Opozarjam te, imam dobrih 80 kilogramov. Opozarjam te, jaz jih imam malo več. Ne verjamem. Kot Si polovico. pripravljena? Slabo računam zdajle. Sem. Noro občutek. Uspelo mi je. Super. Najlepša hvala. Zdaj, ko smo se ogreli, a lahko naredimo še kaj? A še eno vajo? Lahko ja, imamo še eno. Tako. Tudi preprosto, krno. Aha. A boš ti Dobro, skočil? Neža, ja, izvoli kar. Tale bo malo težja. Kako jo moram prijeti? Jaz te... Aha. Tako? In se jaz odrinem, a ne? Za pas? 3, 4, zdaj. In še obrat narediva! Je mikrofon, ne ti pa vsod. Ne, mikrofon ne vadi akrobatskega rock'n'rolla. Tako. Vidva pa, hvala za te vaje. Ogreli smo se.